ključno povabilo, ne? To so te 4 koraki nenasilne komunikacije, ne? Kaj je observacija, kaj bi posnela kamera, aha, to vidim, ne? Ko se ob tem počutim, jaz sem odgovoren za to, ko se v meni dogaja, kot odrasel, kadarkoli, ne? Da se naučim alkemizirati te občutke, jih preobraziti, kaj rabim, kaj bi sploh rad zdaj, kaj so moje potrebe. To lahko artikuliram in kaj je moja prošnja v končni fazi. Konkretna prošnja, kaj lahko naslovim, da potem lahko to nekdo drug dejansko izvede. Da ne gremo to obtoževanje, ukrivljanje, grožnje, ne? Ampak da povem, ne vem, to vidim, to mi je pomembno, lahko prosim to narediš. To se mi zdi neka taka, se mi zdi zelo preprosti koraki, ki se lahko v bistvu vsaka nauči, zdaj v prakso jih je težje spraviti, še posebej to čustveno regulacijo, za kar se mi zdi pa spet, če si lahko tudi kot odrasle osebe začenjamo jemati, če hodimo recimo v fitness, ne, in skrbimo za fizično telo, se mi zdi pomembno, da začnemo skrbeti za živčni sistem tudi, ker nam bo bistveno boljše samo počutili, vsaj jaz se recimo, ne, in če si vzameš ti, ne vem, 15-20 minut na dan in se bo tvoje počutje izboljšalo v razponu parih mesecev, enormno, boš bolj miren, ali pa če govorim zase, sem bolj miren, bolj se znam regulirati, lažje se znam odzvati. Ima to ogromen doprinos za v bistvu vse odnose.